12. oktobra 1980 je bila na koprski televiziji prvič predvajana oddaja Prisluhnimo tišini. Da gluhi potrebujejo svojo oddajo z znakovnim jezikom in s podnapisi, sta bila prepričana takratna predsednik in sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Jože Ribič in magister Aljoša Redžepovič. 3 leta kasneje se je oddaja Prisluhnimo tišini selila na takratno Televizijo Ljubljana, predvajale pa so jo tudi republiške televizije nekdanje skupne države. V 35 letih je v sodelovanju javne televizije in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije nastalo prek 700 izobraževalnih oddaj. Ob častitljivi obletnici je ustvarjalce te druge najstarejše televizijske oddaje pri nas sprejelo vodstvo Televizije Slovenije in ji zagotovilo nadaljnjo podporo. Oddaja Prisluhnimo tišini je pravzaprav sestavni del programske sheme, bogati programsko shemo, to je naše poslanstvo in sem ponosna, da ima Televizija Slovenija to že 35 let in verjamem, da bo imela še naslednja desetletja. Oddaja je dobro narejena, sledi trendom televizijskim, zanimiva za širši krog, tudi tisti, ki še slišimo, se marsikaj naučimo in vemo, kako ravnati, ko ne bomo več. Je pa res, da sem pa tudi zagovornik, da se ukvarjamo tudi v drugih oddajah s to problematiko, da širimo možnosti za senzorno ovirane tudi na drugih področjih. Nisem niti razmišljal, da bo ta ideja padla na tako plodna tla. Je bil kar splet okoliščin. Direktor Fortič takrat je bil naklonjen, urednico smo imeli v Piranu, pa strahotna želja, ker televizija je le bil takrat edini medij, globalni, ni bilo interneta, računalnikov in tako naprej. Ta oddaja je naredila ogromno za sprejemanje gluhih in naglušnih v okolje, ker oddaja ni bila zgolj za gluhe, ampak tudi o gluhih in naglušnih. Takrat smo jim rekli slušno prizadeti. In takrat je javnost, mnogi med njimi, prvič spoznala, da so med njimi tudi nevidni invalidi, torej ima tudi skozi to plat izreden zgodovinski pomen. Spomnim nazaj, me preveva en lep občutek, da sem pač bila med prvimi oziroma tudi prva, ki sem sodelovala v teh oddajah, da sem lahko sploh gluhim dala to, kar so oni želeli. In seveda sem zelo tudi ponosna in imam občutek, kot da je to tudi en del mojega rojstnega dneva oziroma praznovanja rojstnega dneva. 35. obletnici predvajanja je posvečena tudi posebna jubilejna oddaja Prisluhnimo tišini. Moram reči, da me prevzamejo posebna čustva, sploh ko gledam to jubilejno oddajo, kajti poznam tudi ozadja vseh zgodb, poznam pozitivna čustva, ki so se razvijala ob vseh teh momentih, tako da sem res uživala ob tem, ko smo delali to jubilejno oddajo. V bistvu Televizija Slovenija že to, da je obdržala oddajo skozi ves čas in vsa leta, dokazuje, da ima poseben čut in da bo še naprej uresničevala svoje poslanstvo in v bistvu s podpiranjem te oddaje skrbi pravzaprav za manjšino v tej državi, ki potrebuje poseben način informiranja. In mislim, da je ta oddaja zelo dobra za ozaveščanje celotne skupnosti in pa da pač imajo gluhi tudi oddajo v svojem lastnem jeziku, do katerega imajo pravico.
K ogledu jubilejne oddaje Prisluhnimo tišini vas vabimo v nedeljo 26. oktobra ob 10.45 na prvem programu Televizije Slovenija ali na spletnih straneh www.dostopno.si in www.gluhi.si.